Prav lepa hvala za povabilo. Ko sem bil lansko leto vprašan, če bi se sodeloval na takšnem simpoziju, sem mislil, da je to pravzaprav naša, tako rekoč, dolžnost in tudi veselje se pokloniti temu velikemu zgodovinarju in tudi človeku. Žal je stvar zdaj v zadnjih tednih in v zadnjih dnevih privedla tako daleč, da jaz nisem utegnil spisati referata, zato bom govoril bolj prosto. Mislim pa, da bom kljub temu lahko povedal nekaj zanimivih stvari glede na pomen tega človeka za našo stvarnost. Aha. No vidite, pa še to, kar sem spisal, sem nekje pustil, kakorkoli. Janka Pleterskega smo na Dunaju spoznali s tem, da je ne vem, kdo je to izumil oziroma kdo je odkril to knjigo in predlagal, da jo je treba prebrati, namreč tisto knjigo, o kateri sta referirala danes že kolega dopoldne, in sicer Narodna in politična zavest na Koroškem v tistem obdobju 1848 do 1914. To je bil en delovni krožek, ki je bil v klubu slovenskih študentov na Dunaju, in ta generacija, ki je tam bila, to je bila že tako rekoč neke vrste druga generacija absolventov, bivših maturantov slovenske gimnazije v Celovcu. No, gimnazija je prve maturante imela leta 1963 in jaz maturiral 1971, ampak so bili že nekateri pred mano, ki so pravzaprav s tem začeli, pred tem recimo Štefan Pintar, ki so se skupaj pripeljala danes, Mirko Mesna, August Brumnik in tako naprej. In zadeva je ta, da je bilo tedaj v teh vrstah te mlade inteligence eno določeno vrenje, eno določeno iskanje enih novih poti. In obstojala je ena skupina, ki je izdajala revijo Kladivo, in ti kladivari so pač nekako skušali na en nov način pristopiti k temu, kar so si domišljali z uresničevanjem narodnih ali jezikovnih pravic slovenske manjšine na Koroškem. Izhajali so iz kritike tudi slovenskih struktur, to se pravi organizacij, ki po njihovem mnenju niso dosti odločilno nastopili v avstrijski stvarnosti. Da bi uresničili tako rekoč te pravice, ki so bile oziroma so zapisane v avstrijski državni pogodbi. No in kot rečeno, jaz nisem dognal in tudi Štefan, ko sem ga vprašal, ne vemo. To je tisti krožek, ki je bil enkrat v letih 71-72, približno mogoče do 73, in je bilo, brali smo tudi druge stvari, druge avtore in jih slišali na Koroških kulturnih dnevih, se pravi ena profesorica je tudi bila Breda Pogorelec, ki je tudi predavala na teh Koroških kulturnih dnevih, ki so v tej kooperaciji med nekaterimi, ki so na Koroškem, recimo Augustin Male je bil tedaj že dosti star v teh letih, da je že bil spet na Koroškem nazaj, in da so skušali organizirati te tako zvane Koroške kulturne dneve. To je bilo potem v glavnem v teh zimskih oziroma božičnih počitnicah, mislim, deloma je bilo tudi v drugih terminih. To je bilo neke vrste zborovanje, neke vrste simpozij na deloma različne tematike, pač vse usmerjene v to, da se pospeši oziroma da se debatira
zakaj je situacija takšna na Koroškem, kaj je treba narediti, kaj je treba ukreniti in tako naprej. No in ta knjiga Pleterskega je bila za nas zaradi tega pomembna, to mi je en kolega rekel v zadnjih dnevih, ko sem tako rekoč spraševal, a on kaj ve o tem in a ima še kakšen material, je rekel, ja bi moral poiskati, ampak doslej ga ni poiskal, sem ga tudi relativno pozno vprašal. Verjetno on ima še tiste ciklostile, namreč to je bil en zelo resen delovni krožek, različni članice so prevzemali določena poglavja ali delo poglavje in so o tem napravili ekscerpt oziroma neke vrste pač pismen protokol oziroma eno obliko strnitve teh glavnih tez Janka Pleterskega. No in to se je potem ponovno debatiralo. Jaz na te debate nimam kakih posebnih spominov, je pa gotovo ena zadeva, ki sta jo v določenem smislu omenila danes že dopoldne ona dva kolega, da nas je fasciniralo to, da je skušal Pleterski raziskati materialne osnove te asimilacije na Koroškem. Se pravi, da ljudje, ki so slovensko doraščali, da pač po enih določenih korakih na vse zadnje pridejo do tega, da tudi slovenskega jezika ne poznajo več. Najprej se imajo kot imajo on eno poglavje v tej knjigi, ko primerja to vindišarstvo z temi tako zvanimi Nemcem prijaznimi Slovenci, predvsem na primeru Štajerske, da potem se vidi tako rekoč, da je pač to en določen problem, ki ga je treba analizirati. Zakaj je to tako in kje so vzroki in tudi materialne podlage tega razvoja. No, tako mi je Vinko rekel, da je bil to en tak materialističen pristop, lahko bi tudi rekli marksističen, ampak ki ga pa tudi ni nujno, da je marksističen, je tudi čisto, kaj jaz vem, lahko tudi weberijanski, tako rekoč, ja, ki upošteva tako rekoč ekonomske in socialne razmere in vse to, tudi v potem vprašanju, kako se oblikujejo narodne zavesti. No, to je ena od teh zadev, ki je bila po mojem pač zelo odločilna in kjer je pač mnogo materijala bilo v tej knjigi, ki je bilo izredno zanimivo in o tem seveda v šoli, tudi v slovenski gimnaziji nismo ničesar slišali. No, in mogoče en drug pristop, da omenim, Pleterski je bil tedaj del tega enega določenega kolektiva, ali določene strukture, to je predvsem bila Ljubljanska univerza in Inštitut za narodnostna vprašanja. Tam so bili ljudje, ki so očitno spoznali oziroma so tudi nam potem pomagali, so videli, da so tle eni mladi ljudje hočejo več vedeti ali se izobraziti in so nam šli pač na roko se spomnim še na Toneta Zorna, k njemu smo velikokrat zahajali, pozneje seveda k Janezu Strgarju,